pa jaz, kot nadgradnja pravične trgovine. Danes praznujemo 10. obletnico delovanja pravične trgovine v Sloveniji. Zbrali smo se tukaj zato, da bi 10 načel pravične trgovine predstavili čez organizacije, ki teh 10 načel udejanjajo v Sloveniji. V Sloveniji imamo eno pravično trgovino, 3 Muhe, tamle za Vogalom, na Starem trgu 30. Ozaveščenost o pravični trgovini se dejansko povečuje, ampak imamo še kar dolgo pot, da bodo vsi vedeli, kaj to je pravična trgovina, zakaj je na svetu potrebna in s čim se dejansko ukvarja. Je pa to trgovinski sistem, ki proizvajalcem zagotavlja primerno plačilo za njihovo delo. To se pravi, z denarjem, ki ga zaslužijo s prodajo svojih izdelkov, lahko kakovostno preživijo svoje družine, šolajo otroke, si zagotovijo zdravstveno oskrbo, zagotovijo primerne delovne pogoje, enako plačilo žensk in moških, da ni otroško delo ni več potrebno, da lahko varujejo okolje oziroma da pri pridelavi ne škodujejo okolju, v katerem delujejo. Nekako pokrivate tudi vse ostale pobudbe, recimo slovenske kmetije, ki nekako ne morejo prodreti v večje supermarkete, a ne, kot je recimo Mercator, so slabo plačani, njihovi izdelki so podcenjeni, trgovec bi pa rad zaslužil čim več, a ne, to se dogaja tudi v Sloveniji. Res je, s tem, da v okviru pravične trgovine nenehno opozarjamo na to, da je zelo pomembno, da je potrošnik tisti, ki prevzema odgovornost, kje bo kupil eno stvar in komu bo dal denar. Torej, če bi se uporabniki oziroma tisti, ki porabljamo denar, večkrat vprašali, od kje stvari prihajajo, na kakšen način so bile proizvedene in da v tem procesu nihče ni bil izkoriščen, bi bil sigurno svet lepši. Je pa res, da s tem posegamo na področje udobja vsakega posameznika, ker dejansko to pomeni, da mora malo več energije vložiti v to, da si zagotovi tiste stvari, ki jih v tistem trenutku potrebuje ali pa misli, da jih potrebuje. Sistem pravične trgovine ščiti proizvajalce iz manj razvitih držav. Ampak, ne glede na to, na vseh naših predavanjih konstantno poudarjamo, da je nujno potrebno, da v prvi vrsti pomislimo, če so stvar, ki jo potrebujemo, če jo lahko dobimo v lokalnem okolju in šele, če jo ne moramo dobiti v lokalnem okolju, se obrnemo na sistem pravične trgovine in tako naprej. Je pa pomembno, da ne glede na to, kateri izdelek kupujemo oziroma si privoščimo, da bi pri tem upoštevali načela pravične trgovine. To se pravi, da so pošteno plačani, da mi plačamo pošteno ceno, da so kakovostni izdelki, da se ni uničevalo okolje pri nastanku tega izdelka. Moje ime je Anita Jakoš, prihajam iz Zadružne zveze. Zadružna zveza povezuje slovenske kmetijske in gozdarske zadruge v vsej Sloveniji. Združujemo 70 zadrug, v katerih je več kot 15.000 članov in ki daje delo več kot 3.000 ljudem. Kmetijsko-gozdarske zadruge najdete v vsaki slovenski vasi, prisotne so na vsem podeželju, predvsem je pa bistvo, da odkupijo naše zadruge več kot 80% vse slovenske hrane. Zadružna zveza kot organizacija pa smo namenjeni predvsem povezovanju zadrug, informiranju zadrug, izobraževanju naših članic in pa interesnemu zastopanju. Izdajamo tudi 4-krat letno naš časopis podeželje.si, kjer predstavimo dejavnosti, kaj delajo naše zadruge, kaj je novega na različnih področjih. Ne nazadnje pa je naša zelo velika vloga tudi ekonomsko in pa pravno svetovanje, zlasti ob teh kriznih časih se tega precej lotevamo. Slovenija, kar zadeva samooskrbo s hrano, je zelo raznolika. Različno je po posameznih dejavnostih. Recimo na področju oskrbe z mleka imamo preveč mleka, ga je potrebno tudi prodati v tujino. Na področju govedoreje smo okrog 100% samooskrbni. Na področju žit je ta oskrba nekje 60%, medtem ko na področju sadja in zelenjave je ta samooskrbnost nekoliko nižja, ocenjuje se na 40%, vendar je pa treba tudi tukaj vedeti, da skoraj vsaka hiša, vsako gospodinjstvo ima svoj vrt, ima zlasti na podeželju, kjer prideluje hrano in zelenjavo za sebe, tega pa v statistikih ni. Sadje in zelenjava je zelo posebna kategorija, predvsem zelenjava, tukaj rabiš veliko znanja,
tukaj ne moreš vzpostaviti tega kar čez noč in tukaj so tudi priložnosti za nova delovna mesta v prihodnosti zelo velika. Je pa bila ena velika težava v preteklosti na področju javnega naročanja, javnih razpisov, ki so poenostavili zadevo na najnižjo ceno in pa zahtevali, da posamezen kmet ali pa zadruga dobavi tudi hrano oziroma živila, zelenjavo iz eksotičnih dežel, kar pa seveda tega ni bilo možno zagotoviti. So tako v nekem preteklem obdobju bilo onemogočeno dostopanje do javnih naročil, danes se to spreminja, ponovno zakonodaja se spremenila, ponovno vstopajo v to javno naročanje tudi kmetje, tudi kmetijske zadruge. Moram reči, da zelo veliko slovenskih kmetijskih zadrug oskrbuje vrtce, šole na podeželju predvsem in tlele tudi posledično to pomeni, da bodo tudi na področju pridelave, se krepi pridelava zelenjave, tudi v Sloveniji. Pri nas naše članice, najpomembnejše pridelovalke zelenjave so na področju Primorske kmetijska zadruga Agrarija, Koper na področju Dolenjske kmetijska zadruga Krka in pa na področju Štajerskega konca kmetijska zadruga Ptuj. Je pa še vrsto manjših zadrug tudi v okolici Gorenjske, kjer pridelujejo zelenjavo. Živel sem pa Gregor Zelenega Zabojčka. Mi smo tule, ker so nas 3 muhe od juga so nas povabili, smo tule, ljudje super. So opazili, da tudi mi podobno kot oni delamo fair trade konceptom, torej da zelo lokalno razkupujemo od slovenskih kmetov in potem prodajamo to lokalno ekološko zelenjavo, izključno ekološko, po domovih v Ljubljani, pa so druge po Sloveniji. In to smo tudi, da pač predstavimo, da povemo, kako delamo, da nas ljudje vidijo, kakšni smo. Super. Se pravi, jaz bi vas recimo kontaktirala, recimo da živim v mestu in vas kontaktiram in potem vi meni dostavljate direktno od slovenskega kmeta k meni domov. Vi naročite preko telefona oziroma preko spleta. Ja. Mi to lahko nište kar Zabojček, vzime pa Zabojček brez repe. Rečete, vzime pa 2 korenčka, pa kaj imate še? Špinačo imate še, fajn, pa dajte mi 4 kile špinače, tega pa ne morem, hočem še to in ono. In s tem dobimo prav v Zabojček, prav za vas pripravimo in potem napeljemo kam domov. In ljudje po mestih to veliko koristijo, vaše usluge ali? Toliko, da smo že 5 let zelo živali, zelo živi. Tukaj pomaga, da vsako nedeljo pošljemo mail ljudem, povemo, kaj se nam dogaja, kaj je svežega, kaj je dobrega, kaj je manj dobrega, vse je, kaj se dogaja našim kmetom. Potem pa še ob vsakem Zabojčku damo tak listek zraven, kjer napišemo podobne stvari, kakšen recept, ne vem, kako porabiti pesino listje, ki ga mogoče ne poznajo, kaj se nam bi špargli, zakaj je dosti kolerabica malo preluknjena, vse to, da potem lažje uživaš v tem, kar napišeš. Kako se vam pa recimo slovenski kmetje priključujejo vedno več? Mi delamo res tistim, ki jih poznamo, oziroma ki jih naši kmetje poznajo, tudi da je zelo nas zaupano. Seveda so vsi certificirani, ekološko certificirani, brez drugače tega ne delamo, to je nujni pogoj. Kot je zaupanje med nami pa med naročniki pomembno, da oni zaupajo nam, da mi res predavajo samo ekološke stvari, in mi zaupati, da so čisto zares do konca in čisto naprej izključno ekološki, samo s takimi delamo. Da delamo res s preverjenimi kmeti in pa ta mreža kmetov počasi raste. V tem trenutku delamo s približno 25-30 kmeti v tisti sezoni. Recimo, smo spomali z briškim kmetom, ki ima češnje, potem pač nima drugega, z določenim pa s tem na tem. Torej, na Mirovnem inštitutu med ostalim projektnim delom seveda pokrivamo tudi področje dela. Predvsem se določeni raziskovalci ukvarjajo z problematiki prekarnega dela in pa z nevidnim delom, s sivo cono. Recimo tukaj imamo zaradi tega publikacije. Recimo ta nevidno delo ravno predstavlja sivo cono dela raznih hišnih pomočnic in podobno, torej delavci, ki so očem skriti.
pa vendar opravljajo večurno delo in seveda tudi nimajo potem, ne morejo toliko zagovarjati svoje delovske pravice, kot recimo, če si pač normalno zaposlen. Potem seveda se soočamo s sodobnimi problematikami, kot je recimo obdobje postfordizma, potem tukaj imamo vprašanje prekarnega dela in podobno. Tako da smo tudi tukaj v bistvu danes prišli na ta sejem, predvsem publikacijami, katere pokrivajo ta. Tole so v bistvu izdelki iz Ruande, ročno narejeni, delajo jih pa ženske, ki so članice ženskega centra Nyamirambo v Ruandi, z njimi mi sodelujemo že nekaj let. V bistvu je tako, v Ruandi še vedno več kot polovica žensk dela v neformalnem sektorju, se pravi o pravicah delavca tudi sanjajo nekaj, šele da bi se o tem govorilo. In ena od aktivnosti tega ženskega centra so ta ročna dela, šivanje. In tukaj si res prizadevajo, da so ženske pravično plačane za to delo, da so takoj plačane, ne glede na to, da se izdelki kasneje prodajo ali pa ne. In da imajo tudi pač fleksibilni delovni čas glede na njihove osebne okoliščine, otroke in tako naprej. Mi smo Vasena delovni center, spadamo pa k CUDB Draga, to je Center za vzpostavljeno delovno varstvo na Igu. Zdaj tukaj je delo dveh varstveno-delovnih centrov, to je Mavrice s poškodbo možganov, potem varstveno-delovni center v Ribnici in na Poljanski 52. Glavnem, to so pa dela naših varovancev oziroma s pomočjo mentorjev, ki so nastala. No. Gledamo pa res na to, da vsaj delček je tudi njihovega dela zraven. No. Ta denar je za njihove nagrade. Čisto različno. Ker mi imamo na primer varovance, ki delajo tudi v drugi vlogini, ne? In te zaslužijo več. Tele, ki pa na primer delajo v vasnem delovnem centru, ker oni na primer v 8 pridejo, v 2 grejo. In se v bistvu nobenih nič ne sili, ne. Nekateri delajo pol urice, 1 urico, imajo možnost vmes, da in počivajo, in televizijo gledajo, tako da to so v bistvu bolj njihove nagrade, ne. Moje ime je Špila Veselič, prihajam iz društva SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Danes se temu dogodku pridružujemo zato, ker se zavedamo, da je pravična trgovina pomemben del boja proti diskriminaciji in neenakostim, neenakostim različnih oblik diskriminacije ranljivih skupin in tako naprej. Zato se nam zdi sporočilo izjemno pomembna in se z veseljem pridružujemo temu dogodku, se tudi kot društvo, ki jo ozaveščeno želimo sporočiti naprej načela pravične trgovine. Na normativnem področju menimo, da imamo kar ureditev relativno dobro, čeprav imamo pomanjkljivosti. Dejstvo pa je, da recimo prakse različnih institucij so še vedno nepoenotene, še vedno so ljudje, ki odločajo o usodi žrtev nasilja, premalo usposobljeni, premalo ozaveščeni, imajo premalo znanja, tako da to so področja, na katerih potrebujemo zelo veliko dela. Predvsem bi mogoče izpostavila v tem pogledu pravosodje, ker mislim, da je ena takšna še vedno temna pega, ki potrebuje dodaten input, če se smem tako izraziti, da bodo začeli delovati bolje kot doslej. Zdaj mislim predvsem, da gre za nerazumevanje zgodb žrtev nasilja. V osnovi se soočamo se pravzaprav z osnovnimi pomisleki o tem, ko potem seveda vplivajo na razsodbo in s tem na usodo žrtev nasilja. Torej z nerazumevanjem položaja žrtev nasilja, strategij preživetja žrtev nasilja. Ljudje ne razumejo, zakaj žrtve nasilja toliko časa obstajajo v nasilnem odnosu. Potem ne razumejo, zakaj je neprimerno siliti otroka, ki je prej veliko let doživljal nasilje s strani svojega očeta, v stike s tem očetom. Skratka, en kup je takšnih tem, za katere potrebujemo poglobljeno znanje, poglobljeno razumevanje, da lahko o njih odgovorimo. Ja, delaš še. Danes sem tukaj, ker predstavljam Ekoklub. To je združenje sedaj 20 poslovnih partnerjev, ki prodajamo ekološke izdelke oziroma storitve, tako da so tukaj združeni od
hotelov, ekološki zeleni turizem, joga, predavanja, svetovanja, kozmetika, spletne trgovine, ki prodajajo, fizične trgovine, tudi veganske restauracije. Člani, ki se včlanijo v ekoklub, pa potem lahko pri teh poslovnih partnerjih kluba koristijo neke ugodnosti. To pomeni, ali imajo tako brezplačno predavanje, svetovanja, kakšne ugodnosti pri delavnicah ali pa za nakup v spletni trgovini. Član lahko v bistvu postane vsak. To je fizična oseba, ki se včlani v ta klub. Poslovni partner pa le, tisti partner kluba pa mora imeti neke določene, ko bi rekla, mora neke zahteve izpolnjevati. Mora prodajati izdelek, mora biti to ekološki izdelek in mora imeti neko dodano vrednost. Gre za ljudi, ki, ko bi rekla, se odgovorno obnašajo v svojih kupcev. Vejo, ko počnejo, večinoma gre to za odnos 1 na 1. Tako da se dela večinoma z manjšimi podjetji oziroma posamezniki, ki pač te vrednote tudi živijo oziroma predstavljajo. To, kar bom natočil, je precej drugače od tistega, kar ljudje poznajo pod pojmom kava. Ta kava je odlična za spreminjanje, jaz temu rad rečem, prav okusa. Prav okus je seštevek vseh dozdajšnjih izkušenj, ki je posameznik imel s kavo. Na osnovi prav okusa temelji razumevanje kave in tudi nadaljnja pričakovanja, ki jih ima do kave. V rokah držim v bistvu stekleno karafo. Rečemo je preprosto z eno besedo Chemex, kar po imenu proizvajalca. Gre za ameriško proizvodnjo, več kot 70 let je že prisotna na tržišču. Uporablja se v kombinaciji s filter papirjem, ki ga namestimo kot nekaj vrste stožec na vrh te posode. Noter se da grobo, čim bo sveža, jasno, in pa čim bo sveže pražena, grobo mleta kava, prelijemo z vročo vodo v 2 fazah. Rezultat je, da se nam preko filter papirja predseja tekočina. Kar ta proces zmore je, da že v samem postopku loči tekočino, ko jo boste pili, od usedline kave. S to kavo promoviramo nastanek pa registracijo zadruge. Izpostavimo pojem zadruge, ker se nam zdi, da je ta način združevanja pa sodelovanja že nekoliko šel v pozabo. Zadruge so tudi v bistvu ključni partnerji v sistemu pravične trgovine. Posamezni kmet enostavno ne more biti uslišan, ker ga svetovni trg ali pa borza ga enostavno povozijo. Če se več kmetov, več pridelovalcev združi v zadrugo, so že majčkeno bolj opažen partner v trgovanju in se lahko izpogojujejo ali pa poslujejo boljše pogoje izmenjave, boljšo ceno. Učili smo se za kavo iz afriškega porekla, natančneje iz Etiopije, ta je iz pokrajine Sidamo, zato ker Etiopija velja, razumemo in umeščamo jo kot matico oziroma zibelko kavo.